Jaz sem predstavila okvir celovite zdravstvene reforme oziroma strukturne spremembe v zdravstvu. Vse, kar smo že pripravili na sistemski ravni, katere zakone pripravljamo oziroma so tik pred tem, da jih sprejme vlada. Poleg tega tudi še vse ostale ukrepe in aktivnosti. Verjamem, da bojo v nadaljevanju pogajanj se tudi delodajalci v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta udeležili teh pogajanj, ker kot veste, smo imeli s sindikalno stranjo že 6 zelo konstruktivnih debat in usklajevanj. Vsak, ki je prebral predlog zakona, lahko ugotovi, da ni nobene dodatne obremenitve delodajalcev. Torej, govorim to, kar je v javni razpravi bilo in kar je naš namen. Definitivno se zavedam tudi te zaveze, ki je bila podpisana v socialnem sporazumu, da se dodatno ne obremenjuje gospodarstva in zato je ta predlog zakona tudi tako pripravljen. S tem, kar sem slišala od ministrice, sem zelo zadovoljna. V končni fazi je ministrica potrdila tisto, kar mi vseskozi govorimo. Ta stroškovna učinkovitost sistema ali trenutno neučinkovitost, ki jo je tudi ona ugotovila, ta očitek gospodarstvo ne bo nič dodatno obremenjeno. Lahko mi verjamete, mi smo predlog zakona dobro prebrali. 0,53, to je prispevek delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, z naslova tega se zbere okrog 80 milijonov sredstev v zdravstveno blagajno, se bo po potrebi dvigal. Po potrebi, kar pomeni, da bo nekdo lahko, kadarkoli se bo pač odločil, dvigal prispevno stopnjo. In drugo, delodajalci in zavarovanci smo v principu eno, ker večina delovno aktivne populacije je zaposlena pri gospodarstvu, pri gospodarskih pravnih subjektih. In kolikor so obremenitve za zavarovance večje, so posledično praviloma tudi za delodajalce. Tako da to so stvari, ki so zelo kompleksne, prepletene, ob tem pa seveda je treba dati in si naliti čistega vina in zaradi teh zahtev želimo, da se prolongira potek razprave okrog obstoječega predloga zakona, se da na mizo korekten zakon o pacientovih pravicah, o zdravstveni dejavnosti z merili in kriteriji za mrežo zdravstvene dejavnosti, zakon o javnih zavodih z ustreznimi ukrepi, ki bodo pomenili optimizacijo poslovanja izvajalcev, dolgotrajno oskrbo, jasno sliko, koliko nas bo v prihodnje to stalo in še kaj drugega.